Prvič, Zemlja ima os. To je črta, ki teči skozi središče Zemlje. Letni časi se spreminjajo, ker je zemeljska os nagnjena na eno stran. Ekvator je črta okrog najširšega dela Zemlje. Zgornja polovica Zemlje je severna polovlja, spodnja pa južna polovlja. Jesen nastopi takrat, ko sta obe polovlji enako oddaljeni od Sonca. Torej, predstavljajmo si, da se je trenutno os slovenske hiše tudi nagnila. Recimo, da bi bila slovenska hiša južna polovlja, železniška postaja Floresta pa severna polovlja. Cesta Rivadavia naj bi bila ekvator, obelisk pa nekako špičasto sonce. Kaj lahko povemo o jeseni? Najprej, da je ženskega spola in mislim, da je s tem veliko povedano. Zakaj? Pač, ker je jesen ponavadi težka. Je negotova, saj včasih je hladna, da se ti komaj prsti segrejejo v čevlju. Drugič pa dosega 20 stopinj in mora zopet poiskati spravljeno poletno perilo. Sploh pa ne smemo pozabiti, kako je trmasta, saj če se zdi, nam lahko dežuje cele 3 tedne. Mislim, da je bila letošnja jesen pravi primer. V jeseni hrepenimo po poletju in že premišljujejo, kdaj bo konec zime, ko je pa še sploh ni. Vremenski spremembi sledi tudi svoje vrste glasba. Note zvenijo mirneje, ko predstavljajo pripravo narave na zimsko spanje. Tako, kakor se list giblje v zraku, ko počasi pada iz lipe in išče pot, ki mu jo veter vsak hip spreminja, tako občutimo glasbo v našem telesu. Dobrodošli na naš 36. pevsko-glasbeni večer. Kaj bolje, kot pa da prva sobota v mesecu avgustu sprejme glasbo slovenske mladine. Sledi vremenska napoved za jesen. Ta bo v besedi, kar pomeni, da bomo prebrali napoved, a brez vremenske slike. Sliko bo nadomestila vsaka skupina s svojim stilom glasbe. Naši kraji so bili pod vplivom območja nizkega zračnega pritiska. Otroški pevski zbor Zarja mladosti pod vodstvom profesorice Marjane Jelenc bo imel spremenljivo do pretežno oblačno, občasno padavine, deloma plohe in posamezne nevihte. Zadnji dan bo nad klavirjem gospe Anke Saveli-Gasser nastalo samostojno jedro hladnega zraka. Ohladilo se bo.
Najvišje dnevne temperature se bodo le ob prvih dveh pesmih ponekod dvignile na 14 stopinj.
Slovenska fronta se bo od zahoda ob močnih jugozahodnih višinskih vetrovih hitro bližala slovenski hiši. Čez dan bo imela skupina Debija Blues pretežno jasno, drugod sprva oblačno, pozneje se bo zjasnilo. V celotnem obdobju bo največ padavin, okoli 200 mm, padlo v gorskem svetu, kjer bodo stali Cesar, Eduardo, Martin in Luka.
say yes, you will come tonight. I feel wonderful because I see the light in your eyes. And the wonder that you just only realize how much I love you.
I go let Johnny be cool. Vale, Alejo, muchas gracias. Bien, bien. Eli, Martin y Eva. Vale. Na odru slovenske hiše bo območje nizkega zračnega pritiska, v strešnih višinah pa jedro hladnega zraka. Z vzhodnimi vetrovi bo k sušnikoma pritekal hladen in vlažen mrak. Martinu in Tomiju bo pihala šibka burja in najvišje temperature bodo do 13 stopinj.
Najprej bi se rad zahvalili Franciju Samsu tudi za harmonike.
Najmočnejši termični vetrovi nastajajo jeseni in v prvem delu zime, ko je temperaturna razlika največja. Morje je ogreto na 18 do 20 stopinj, kopno pa se ohladi do ničle. Ko Saši po držaju v takih primerih igra na klavir, sunki vetra dosežejo hitrosti do 14 metrov na sekundo. Ko nad našimi kraji prevladujejo rahli severovzhodni višinski vetrovi, pa so lahko hitrosti njenih not do 17 metrov na sekundo.
sonček moč in temperatura tako pade, da se kar težko drži nad ničlo. To predvsem v krajih kakor Mendoza in Bariloche, kjer imajo več centimetrov snega. Nekaterim je zima zelo všeč, drugim pa ne. Vendar tako eni kakor drugi morajo sprejeti, da so dnevi krajši, da si lahko od nosu do nog pokrit, pa vendar zmeraj vleče skozi kakšno luknjico ledeno vlažen zrak, da ti zmrzne trebušček ali kolena. Zjutraj je težko skočiti iz postelje, posebno, ko je še temno in imaš vtis, da je v sobi manj stopinj kakor zunaj. Seveda, enkrat, ko pa si nabral moči in hitro stekel v kopalnico pod tuš, nisi dovolj korajžen, da bi odšel izpod tople vode. Tako je. Po zimi je vse bolj sitno. And it sure felt cold, cold winter. And the wind ain't been up from the south. It sure felt cold. Poslušajmo vremensko napoved o mladinski glasbi po zimi. Ob sladkih zvokih si boste vsaj ušesa pogreli. Hladno, pretežno jasno, občasno zmerno oblačno, občasno burja. V višinah bo pihal severozahodni do severni veter. V nižjih plasteh ozračja, kjer bosta pa Marko Sanchez in Gisela Carrera, bo prevladoval severovzhodni do vzhodni veter. Njune melodije bodo v območju visokega zračnega pritiska. Živijo. Počeli skupaj, to. Vivam srca vse mi grajo, že valovi šepetajo, tukaj slava vrce pije, srce pije nam Čute gore, čute gore in
Ob morju in v višjih legah pretežno jasno, a pihala bo burja. Drugod večji del dneva megla in nizka oblačnost, ki bosta trenutno nagajali zborovodkinji profesorici Andrejki Selan-Bomber.
Najvišje dnevne temperature bodo od -3 do 3. Mešani pevski zbor San Justo bo imel v višinah ves čas manjše jedro hladnega in vlažnega zraka. Drugod po državi bo oblačno in bo občasno snežilo.
Teden bo nadpovprečno hladen. Dekliški zbor Milina bo skušal otopiti z ljubeznivim petjem debelo snežno odejo v notranjosti države. Dnevi bodo suhi in predvsem brez padavin. V tem hladnem primeru bo zborovodkinja profesorica Marjana Jelec.
bo večji del dneva megla ali nizka oblačnost, ki bo segala do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Proti koncu zime bodo čarlisti uglasbili čas, ko temperature sežejo do 12 stopinj. Sodelovali bodo Kristina, Pavel, Marjan, Boris, Karel in Luka. Nadaljevali bomo z eno pesmijo Dinara, je protestna pesem in je prevedena v slovenščino Koliko človek.
Thank